da sem muzikant, nedeljo naredem si pisani dan, s kitaro zabrinkam prežiren vesel, od sreče najraje v svet bi obil, za srečo je treba le majhnih reči, na srcu postiti naj spregovori, življenje je polno velikih želja, najlepša ljubezni velja, s pismijo je življenju lepo, s pismijo si podajmo roko, le pustimo vse skrbi in bodimo srečni vsi. Hej, rekle, jaz sem tvoj pravi fant, vse življenje bom tvoj muzikant, sonce nosim s pismijo, da vse dni nam bo lepo. Za vse jo s tabo vesel muzikant, dekleta vedo na korajžem se pa, če pravo dekle bom na pisu spoznal, najlepšo ji pisem bom srečen zagral, vrtila se bova in pila si mis, življenju to najlepši bo pis, če trna z dekliček ni kropco vodal, brž drugo si bom poiskal, s pismijo je v življenju lepo, s pismijo si podajmo roko, le pustimo vse skrbi in bodimo srečni vsi. Hej, rekle, jaz sem tvoj pravi fant, vse življenje bom tvoj muzikant, sonce nosim s pismijo, da vse dni nam bo lepo. La 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 la, la 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 la, s pismijo je v življenju lepo, s pismijo si podajmo roko, le pustimo vse skrbi in bodimo srečni vsi. Torej, en lep pozdrav iz naše strani, danes bomo tukaj malo skrbeli za vas, da vam bo toplo pri srcu, da boste tudi plesali. Torej, en lep pozdrav iz naše strani od ansambla Koroških korenjakov. Torej, najprej še eno kratko obvestilo za vse tiste, ki še nimate bonov za hrano in pijačo, naj si jih greste dobiti tistemu, oziroma tam, ko jih morate, to ne vem. V glavnem tisti, ko nimate bonov za hrano in pijačo, si jih zrihtite. Mi pa gremo en lep valček, prav lušna je moja. Prav lušna je moja, se zbiren smeji, pri plesu jo stisnem, sladko se po strani drži, sem njo se zaljubil in črne oči, zvesto ji obljubil, da držal se bom jo vse dni. Soseda ima zvitga, on zloka ima nos, ni bolj ga navritga, pri puncah ki bi bil kos. Je moja poštena, se mene drži, je kakor nobena, ne kostra, ne ostra vasi.
sosednjih vasi. Soseda pa prosim, da svetlo molitev svoj mir. Torej, se veste, da brez veselice ni golice. Hvala lepa za aplauz, hvala lepa. Torej, tako sem rekel, brez golice ni veselice. Naj vam povem, da prvi plesni par, ki si bo danes upal tukaj zavrteti, dobi eno simbolno, prav fajno nagrado. Torej, mi pa gremo eno fajno golico. Hvala lepa za aplauz. Gremo še en lep valček, da se boste v redu spomnili današnje nedelje. Spomin.
Torej, zdaj pa pride uradni del, takle, malo smo vas zagreli, takle, povi uradni del, zdaj pa predam besedo. Spoštovane upokojenke in upokojenci, občanke in občani. Lepo vas pozdravljam v današnjem nedeljskem dopoldnevu na že tradicionalnem srečanju župana z upokojenci. Teden dni zabavnih, športnih in kulturnih prireditev je za nami, danes pa je čas, da skupaj z vsemi vami zaključimo letošnje 12. ravenske dneve. Tudi v letošnjem letu je župan poskrbel za brezplačno pogostitev, med nami pa pozdravljam tudi Čebelarsko društvo, Sadjarsko društvo in Društvo kmečkih žena Mežiške doline, ki vas na stojnice vabijo s pestro ponudbo medenih izdelkov in domačih dobrot. Srečanje župana z upokojenci pa si seveda ne moremo predstavljati brez župana, zato k besedi vabim današnjega gostitelja, župana občine Ravne, magistra Tomaža Rožena. Spoštovani zbrani, upokojenke, upokojenci naše občine, občine Ravne na Koroškem, lepo pozdravljeni na že tradicionalnem srečanju kot zaključku ravenskih dnevov. Kot je že Rok povedal, ravenski dnevi bodo počasi za nami, s tem srečanjem brezplačno pogostitvijo malice in letos tudi pijače, pa letos ravenskih dnevov še ne bomo zaključili. Letos se po našem srečanju nadaljuje zabava z narodno zabavno glasbo. Kolikor boste želeli, seveda vabljeni, da ostanete. Obiskali nas bodo mladi Avseniki, ki jih sestavlja vnuk bivšega znanega Slavka Avsenika, ki je po podatkih predsednika Društva upokojencev leta 1955 igral na otvoritvi Smučkoče. Danes nas bo z njegovo harmoniko razveseljal torej vnuk Slavka Avsenika po 38 letih na Ravnah. Drugače pa seveda dobrodošli na tem srečanju. Veseli me, da nekoliko slabše vreme, ki pa je boljše od lanskega vremena, ni odvrnilo dobrega obiska in kot rečeno, poskrbljeno je za vašo malico in letos tudi za eno pijačo. Bilo je nekaj dvomov izraženih, ali bomo ob tej gospodarski krizi in seveda pomanjkanju denarja, to pomanjkanje ne prizanese nikomur, uspeli organizirati to srečanje in verjemite, da bo to ena zadnjih stvari, ki bo odpadla zaradi finančne krize v občini Ravne. Drugače, lahko rečem seveda, da leto, ki je med tema dvema srečanjema, je leto, ki je na Ravnah nekaj prineslo, nismo naredili toliko, kot si bi želeli, določene stvari smo mogli po domače zabremzati in bodo prišle na vrsto v prihodnje. Drugače pa se za gimnazijo Ravne, lahko smo na to ponosni, gradi nova srednja šola Ravne in v prihodnjem letu 2014 bo dokončana in srednja strojna šola, ki se nahaja ob železarni blizu krožišča, ne bo več šola, ampak bodo vsi dijaki na Ravnah obiskovali torej tako gimnazijo, kot tudi srednjo tehniško šolo z vsemi tehniškimi poklici. Teh dijakov mimogrede okoli 600 na Ravnah, bodo lahko obiskovali prenovljen, novo zgrajen šolski center. Ampak kot rečeno, to smo žal morali upočasniti. Poleg tega poteka večja rekonstrukcija državne ceste, to je žal hkrati edina rekonstrukcija državne ceste na celotnem Koroškem in smo lahko veseli, da bomo seveda na območju Dobe vasi dobili takšno cesto, ko si seveda zaslužimo. Drugače snujemo, kar vedno omenim na tem srečanju z vami, tudi dom starejših oziroma dom za varstvo starejših občanov na Ravnah. To smo nameravali začeti graditi prihodnje leto, tudi videli bomo, kako bodo ti postopki, koliko bo občinska blagajna to zmogla, da bi ga resnično začeli graditi torej v letu 2014 in da bi odprl vrata vam ali vašim sorodnikom leta 1.1.2016. Takšen je načrt, leto pa pol se dom gradi in če spomladi drugo leto začnemo, smo nekako tako lahko konec. Toda, ker se začne v mesecu septembru, to pa letošnjega leta, gradnja čistilne naprave na Dobrjah, ki bo seveda tudi pomenila nekaj, ne samo evrov, ampak milijonov evrov iz občinskega proračuna, bomo videli, kako se bo to skupaj lahko zložilo za prihodnje leto. Pred kratkim smo prejeli evropska sredstva za gradnjo čistilne naprave v višini 7 milijonov evrov, stala pa nas bo 10 milijonov, torej bo občinski proračun prispeval 3 milijone evrov. Tako da nekaj se na Ravnah dogaja, te večje stvari, ki sem naštel, poleg tega pa še nekaj manjših stvari, ki upam, da jih opazite, par cestnih rekonstrukcij v trgu,
cestna rekonstrukcija na Čečovju, na Brdinjah. Skratka, trudimo se, da bi z svojimi investicijami pokrili čim več vaših potreb in da bi se občina kot celota razvijala. Tako se bomo trudili tudi v prihodnje, vendar kot rečeno, vsi skupaj se moramo zavedati, da gospodarska kriza žal ni prizanesla ne vam, nam, kot tudi ne sami občini. Drugače pa sem vesel, da smo na Ravnah uspeli usmeriti občino tudi v delu delovanja v starejšim prijazno občino. To srečanje kot zaključek Ravenskih dnevov je postalo najbolj množično srečanje starejše generacije in upam, da bo tako tudi ostalo. Društvo upokojencev s svojim pestrim programom prireja piknike, izlete, športna tekmovanja in kot je že tradicija, bomo potem najboljšim v teh športnih kategorijah podelili priznanja, pokale in jim čestitali za dobre dosežke. Poleg društva pa smo pred kratkim ustanovili na Ravnah tudi novo društvo, ki se imenuje Medgeneracijsko društvo, Medgeneracijski center aktivnosti, ki smo ga ustanovili občina, Društvo upokojencev in pa Dom starejših Črneče. To novo društvo pa bo zopet poskrbelo za nove programe na Ravnah, za medgeneracijsko druženje, da se boste lahko starejši organizirano, vsakodnevno družili z mlajšimi, da bodo za vas pripravljeni zanimivi programi izobraževanja in pa čisto preprostega druženja. Prostor tega medgeneracijskega centra bo najbrž v trgu, v bivšem magistratu, iščemo pa še kombinacije, da bo morda ta medgeneracijski center, ki je že ustanovljen, deloval v prostorih Društva upokojencev. Poleg tega smo pred kratkim prijeli za občino listino Starejšim prijazna občina, ki nas zavezuje, da bomo pri vsakoletnem razmišljanju oziroma snovanju občinskega proračuna naredili programe, ki so pisani na kožo vam in tudi drugim. Da ne bom predolg, danes nas čaka po mojem nagovoru tudi prijetno opravilo, podelitev priznanja izjemnemu harmonikašu, Ravenčanu Marku Gostenčniku, ki vas bo potem tudi razveselil za svojo melodijo. Hvala vam, da ste prišli na to srečanje, le z vašo udeležbo v takšnem številu, mislim, da je bolj kot ne dvorana polna, je to smiselno, da to še vedno prirejamo. Tistim, ki jih danes ni z vami, in povejte, da ste se imeli fajn, imejte se fajn, najete se, napite, zaplešite, poveselite, zabava bo trajala do večernih ur, kot rečeno, po tem srečanju sledijo še 3 narodno-zabavni ansambli, tako da bo zaključek Ravenskih dnevov letos malo bolj dolg in upam, da se boste imeli, kot rečeno, fajn. Hvala za udeležbo in vidimo se prihodnje leto. V mesecu juliju je v Italiji potekalo 19. Evropsko prvenstvo v igranju na diatonično harmoniko. Gre za eno najprestižnejših tekmovanj na svetu, ki se ga vsako leto udeležijo učenci šole harmonike Rošer pod vodstvom mentorja Klemna Rošerja. Letošnje leto jim bo zagotovo ostalo v lepem spominu, saj so osvojili 2 naziva evropskega prvaka. Blaž Jamnikar Pukl je osvojil prvo mesto v starostni kategoriji do 10 let, Marko Gostenčnik pa je za osvojeno titulo absolutnega evropskega prvaka slavil kot veliki zmagovalec. Župan občine Ravne zato Marku Gostenčniku podeljuje listino o priznanju občine Ravne na Koroškem. Kot že rečeno je napovedano, Marko Gostenčniku ošvenujemo Pobo iz Podgore, iz Kotl, bomo podelili listino priznanja občine Ravne na Koroškem. To je priznanje, ki ga občina podeljuje med letom za dosežke na področju umetnosti, kulture, športa in drugih dejavnosti, torej za osvojitev naslova absolutnega evropskega prvaka v igranju diatonične, po domače frajtonarce, harmonike. S tem je Marko prispeval k promociji in ogledu občine v slovenskem in mednarodnem prostoru. Lahko pa rečem, da nas bo Marko razveselil tudi z melodijo po tej podelitvi priznanj
in da mi je prej zaupal, da si skoraj ne upa igrati sam, da bo drugo skladbo igral s svojim učiteljem in da ima pred vami večjo tremo, kot je imel na Evropskem prvenstvu. Torej, Marko, čestitam. Še enkrat čestitke Marku Gostenčniku, kot rečeno, pa bo nam prvo zaigral, mislim, da sam, potem pa s svojim mentorjem Klemnom Rošarjem. Še en aplavz.
To je bil najboljši diatonik v Evropi, še enkrat aplavz za Marka Gostenčnika in seveda tudi za njegovega mentorja Klemna Rošerja. Naj vas še enkrat spomnim za vse tiste, ki še niste prejeli bonov za hrano in pijačo, lahko te bone pridete dvigniti sem na vaši desni, če gledate proti odru, prejmete torej bon za hrano in pijačo. Sedaj pa k besedi vabim predsednika Društva upokojencev, gospoda Jožeta Prednika. Lep pozdrav vsem skupaj. Najprej se želim zahvaliti v imenu nas vseh, ki smo se zbrali danes za srečanje in pogostitev županu magistru Tomažu Roženu v občini Ravne in občini Ravne na Koroškem. Hvala tudi organizatorjem Zavodu za kulturo in šport, ki ga vodi gospod Miran Mlakar in seveda njegovi ekipi za vso organizacijo, ki jo imajo, pa težave, ki jo imajo z upokojenci. Ravenske dneve so spremljala tudi športna tekmovanja, kar je popestrilo dogajanja. Glavna organizatorka in neutrudna animatorka, ki vodi in usklajuje tekmovanja, je gospa Anica Abraham in si zasluži en lep aplavz. Tamle je. Tekmovanja so se udeležile tudi sosedna društva upokojencev in sicer tekmovali so v kegljanju z vrvico, balinanju, pikadu, tenisu in pa seveda kegljanju. Sodelovalo je 164 tekmovalcev. Vabim pa, ob tej priliki pa vabim tudi v te vrste še vse, ki imate posluh za šport, da se vključite v čim večjem številu. No, za športne dosežke bodo podeljena tudi priznanja. Vsem sodelujočim na tekmovanju hvala za sodelovanje. Še enkrat hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali in izvedli tekmovanja. Hvala pa tudi vam, ki ste napolnili današnji šotor. Kljub slabemu vremenu samo zgleda, da smo mi zmagali pa uredili, da je vreme tako, kot je zdajle. Lep pozdrav do naslednjega leta. Tako sedaj pa torej sledi podelitev nagrad najboljšim v tekmovanji, ki jih je v okviru 12 ravenskih dnevov organiziralo Društvo upokojencev Ravne. Priznanja bodo podelili predsednik Društva upokojencev Ravne Jože Prednik, župan občine Ravne magistr Tomaž Rožen in direktor Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Miran Mlakar. En lep pozdrav tudi v mojem imenu oziroma v imenu Komisije za šport in rekreacijo. V tej priliki se bi zahvalila vsem športnikom, je bilo naporno pa uspešno. Prosim pa oziroma vabim še veliko drugih, ko je že predsednik naš povedal, vključite se, družite se z nami, boste videli, da je prijetno. Pa bi prišli kar na podelitev. Prvo smo odigrali oziroma prvo tekmovanje je bilo v ruskem kegljanju, to je kegljanje z vrvico, pa bi kar podelili pokale. Ženske, 3. mesto Helena Golob. Zdaj jaz se moram opravičiti, najbrž da nekaterih ne bo, mi smo vse obvestili, ampak so zadržane. Ene imajo kakšne praznovanje, drugi imajo kaj drugega. Zdaj, če je kdo, ko jo pozna, oziroma je lahko od bližnjih, da je lahko to izroče, naj pride, če ne bomo mi že poskrbeli, da pride v prave roke. Drugo mesto, Prinčič Antič Medika. Je tudi, a je tu? Ona bi pa mogla priti. Nije. Dobro. Prvo mesto, Turk Dragica. Ja. Vsi moramo čestitati. Čestitam. Aha, prosim, ja.
za Golob Heleno. Ženske, ja. Hvala lepa, ja. Moški, 3. mesto, Edo Kopmajer. Čestitam. Drugo mesto, Mirko Britovšek. Čestitam. In prvo mesto, Jože Jostl. Ja, to ste ta pravi. Smo že zamešali, sej bo. Balinanje. Tu je sodelovalo 21 tekmovalcev. Ženske, 3. mesto, Božič Tatjana. Drugo mesto, Kotnik Ida. In prvo mesto, Večko Marija. Čestitam. Pekado. Pardon, balinanje moški, skor sem jih spustila. 3. mesto, Toni Ogris. Čestitam. Drugo mesto, Lojze Janežič. Čestitam. In prvo mesto, Božič Vinko. Čestitam. Pekado. Tu je sodelovalo 18 tekmovalcev. Ženske, 3. mesto, Božič Tatjana. Čestitam. Drugo mesto, Knez Joža. Čebelarka, ja. Čestitam. In prvo mesto, Večko Marija. Ona bo imela celo rižo. Ja. Čestitam. Najbolj množično pa je bilo kegljanje. Tu smo imeli tudi večkrat, pa že spet. Seveda, ker sem se narobe napisala. Pekado moški, 3. mesto, Bavče Mirko. Tako sem se napisala, narobe sem se napisala. Drugo mesto, Paradiž Ivan. Še mi dva, čestitam. In prvo mesto, Melanšek Edbin. Zdaj ne vemo, je tu izpreval je. Pride, no, on je bil super. On bi lahko šel na svetovno prvenstvo, 1200 pa nekaj čez je nametal. Dobro meče. Zelo. Vidiš, da je to. Pravijo, da dobro ciljaš. Pa roka. No, zdaj pa kegljanje.
Upokojenci, moški, 3. mesto, Hadži Agić Esad, 544 keglov. Čestitam. Drugo mesto, Kadiš Andrej, Dravograd, 545 keglov. Čestitam. In prvo mesto, Kolarič Boris, Črna. Zdaj, če je tu, prosim. Aha, bomo, ja. Bomo pa tebe čestitali, vse vseeno. Ja, tako. Bomo, ja. Tako. Ženske. 3. mesto, Abraham Anica. Drugo mesto, Rožič Dragica. Ne se di, da je ni. Prvo mesto, Večko Marija. Najbolj uspešna športnica. Bomo jo mogli predlagati za športnico leta pri upokojencih. Čestitam. Keglanje registrirani. Bom kar pri moških, ko imam tek napisano, da ga spet nam kaj polomuje. 3. mesto, Kordež Stanislav, Fužinar. To bomo tu dali, ja, prosim. Ja. Drugo mesto, Laznik Drago. Drago je pa bil tu, sem ga jaz videla. A šel je? Aha. To se pravi, Kordež je nametal 587 keglov, Laznik Drago 598. Prvo mesto, Razdevšek Matej, 605 keglov. Ženske, 3. mesto, Pečovnik Andreja, Fužinar, oziroma, ja, ni Fužinar, zdaj je Petrol Energetika. Ja. A Fužinar Petrol Energetika, no to je še bolj zapleteno. Čestitam. Drugo mesto, Verbole Zala, Korotan. Tudi ni. Prvo mesto, Tertinek Marija, 565 keglov, Petrol Energetika Fužinar. Ravne, doma pa izradil. Čestitam. Keglanje neregistrirani. Tu so 3. mesto Topolovec, Darko, 522 keglov, to je Črna, ga najbrž tudi ni. Podjavršek Lovro, 528 keglov, to bi pa tudi ga verjetno ni, bo tudi dal, ja, Razdevšek. In prvo mesto, Ramšak Jože, 547 keglov, to je tu Črna. Ja. Zdaj imamo še pa samo eno kategorijo in to je tenis, dvojice. 3. mesto, Deberšek Silva in Bavče Mirko. Vsak enega. Tak ja. Ja, prvo gospe. Čestitam. Mirko, čestitam. Drugo mesto, Hadži Agić Kristina, Kotnik Milan. Milan, kje imaš partnerko? Nimaš. Čestitam. Bomo možu dali od Kristine Esado, pa bo na pravo mesto. Ja. In prvo mesto, Ognjanović Marjana, Tone Franc. Doktor Ognjanović bo že prišla skozi. Čestitam. S tem smo mi končali. Hvala vsem, pa drugo leto se vidimo.
Naj izkoristim tisto znano. Pridite v naše vrste, kjer lahko kegljate, igrate, šah igrate, lahko hodite v planine ali na smučarske strmine. Skratka, našli boste, kar vas mika, saj izbira je velika, bo vse manj časa za zdravnika. Zdaj pa prosim še enkrat vse, ki ste tukaj, najboljši, ki ste prejeli pokale, če pridete sem pred oder, da boste naredili eno skupinsko fotografijo. V glavnem, za uradni del smo poskrbeli mi, za zabavni del pa bo v nadaljevanju poskrbel ansambel, ki vas je že prej ogreval, Koroški korenjaki. Imejte se lepo, želim vam obilo zabave in se veste, čez leto dni se ponovno zberemo v srcu Koroške na 13. ravenskih dnevih. Do takrat pa srečno in vse dobro. Takle, naj se veselica začne, pa gremo kar ta prvo, ta pravo, čeprav je danes bolj slabo vreme, upamo, da se bo kaj izboljšalo. Torej, čas počitnic, plesišče vabi, tako sem že prej omenil, prvi plesni par dobi eno prav super nagrado, pobi gremo. Torej, tako sem obljubil, prvi plesni par dobi nagrado. Ta nagrada pa se glasi skok s padalom brez padala. Bravo, bravo, bravo. Pridite pol sem po nagrado, se zmenimo, kdaj pa kak gremo. Gremo naprej, en lep valček. Ne, ja, skočila bo ta pa iz 4000 metrov. Ta prava bo ta. Torej, gremo, ne prižigaj luči.
stari valček s teboj nocoj. Nič vesi treba ni, naj srci govori, kaj čutilo je dolge dni. Zapiši z menoj ta valček in k meni se nežno pridi. Le naj bo trenutek, ko v sreči srce gori. Glasba noč, jaz in ti, nič besed treba ni. Čas ustavil se je za naju. Ne prižigaj luči, naj zapličem te mi. Stari valček s teboj nocoj. Zapliši z menoj ta valček in k meni se nežno pridi. Le naj bo trenutek, ko v sreči srce gori. Govoriska! Le naj bo trenutek, ko v sreči srce gori. Takle gremo naprej, eno v redu, pol koncem Vlaštarskih 7. Hvala lepa za aplauz. Vem, da me rada imaš. Ko se ti smejem, vendar me dobro poznaš, dušo s teboj si ogrejem. Vem, da me rada imaš, ko sem ljubezni želje, tvojih nebeških oči, nič ni na svetu ni. Tudi ko te ne kličem, vendar me dobro poznaš, da sem do tebe pravičen. Vem, da me rada imaš, ker je moj svet resničen. Znano vsem je ljudem, da sem s teboj iskren.
avstrijski zvečer, na te zaupno obrnem. Vem, da me rada imaš, tudi ko mi obljubljaš, da boš od mene odšla, drugega si našla. Laj, 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 laj. Takole gremo naprej, en lep Avsenikov valček.